In še zadnja enota v stanovanju, to je že prej omenila Sara, smo želeli pač, da bi se učenci naučili nekega besedišča, ki ga mi uporabljamo ponavadi doma samo v italijansko, ker ne rečemo damo v pomivalni stroj, rečemo da damo v lavastovilje in tako naprej, ne. In smo potem smo se opredelili na predmete, smo dali te predmete v določene prostore v našem stanovanju, in sicer predmeti, ki so v kuhinji, v kopalnici, v dnevni sobi ali pa v shrambi. In sedaj vam bomo pokazali nekaj primerov vaj, kako pač mi lahko to besedišče, imaš tiste, ja, kako lahko to besedišče učimo, ne, in ga učencem predstavimo. In recimo, ne vem, ena vaja memoriranja, ne, tu pač so vsi ti predmeti, neki učencem predstavimo, povemo, kaj je, kako jih vprašamo lahko, kako oni to kličijo doma, in potem povemo, kateri je to pravilen izraz. In recimo ena igrica memoriranja je bila recimo, da postavimo tako nekaj predmetov na tla, recimo, in potem rečemo učencem, naj si ogledajo, kaj imamo, in potem recimo rečemo, sedaj pa zaprite oči, ne, in v tem trenutku enega skrijemo in vprašamo, česa več ni, ne. Ugotavljamo torej, koga pogrešamo. Potem, to je en primer, ki imate pa v učni pripravi še kar nekaj takih primerov vaj. So vse malo bolj gibalne, tako da se pač otroci ne premikajo po razredu. Torej recimo ena, da postavimo te karte po razredu in potem najprej, ne vem, pokaži, kje je daljinec, in najprej pač samo pokaže, ali potem teči do daljinca, ali se otroke porazdeli po razredu, vsak je pri enem pripomočku, in potem rečeš, naj si zamenjata mesti, recimo, ne vem, sesalnik in daljinec, in potem pač ta dva si zamenjata mesto, tako da usvajamo spet ponovno s temi različnimi igrami memoriranja, in te so vse naštete, tako da so pa uporabne tudi za druge stvari, za memoriranje. Ok, potem naslednja vaja je, vsak učenec dobi to tabelo in razdelimo te tabele učencem. In mu povemo, da mora v prvi koloni te tabele mora zapisati ime učenca. V drugo kolono pa mora zapisati ime predmeta, ki ga bo potem ta učenec opisal. Kako ga bo učenec opisal? Učenec bo pride k meni, ne, in iz ene vrečke, ki je recimo ena magična vrečka, izžreba en predmet. Ta predmet si ga ogleda, ga ne pokaže nobenemu, ga ne pokaže nobenemu, ga skrije. Njegova naloga je, da ta predmet opiše. Opiše, recimo, ta predmet imam v dnevni sobi, na njim lahko vidim filme, in potem učenci ugotovijo pač, da je to televizor, ampak kaj morajo narediti, ne? Tukaj se posebno tudi malo opozarja na eno disciplino, ker če ne bi vsi kričali televizor in naloga ne bi imela toliko smisla. Smisel pa je ta, da so tiho, ne, in da potem tekmujejo, kdo bo ugotovil čim več predmetov, ne. In zato si učenci potem v to tabelo zapišajo, kaj je kdo povedal, in na koncu se potem sešteje točke, je nekdo tudi lahko zmagovalec in nagrajen. Ta v bistvu vaja ima dve funkciji. Ena funkcija je, da se učenci učijo pozorno poslušati to, kar jim učenec razlaga. Druga naloga pa je, da tisti, ki pride k tabli in žreba ta kartonček, ima tudi to nalogo, da pač govorno nastopa, ne, in da opisuje nek predmet, ustvarja nekako tudi za učence, za druge sošolce neko uganko, in to je precej taka, za učence precej zahtevna naloga, ne, da pač eno stvar opiše, da zna povedati neke detajle od določenega predmeta in da ga zna recimo lahko tudi povedati, čemu je namenjen in tako naprej. Potem gremo dalje.
Potem so druge naloge, ne, ki boš ti razdelila vsakemu 4 tiste, vsaka bo dobila sedaj, recimo, da imamo, ne vem, vsaka bo dobila 4 te palčke, na eni palčki piše v kuhinji, na eni palčki piše v kopalnici, na eni palčki piše v sobi in na eni palčki piše v shrambi. Sedaj tudi tukaj je naloga tišina, recimo, ne, ker recimo jaz izžrebam en predmet, jaz sem učiteljica v tem primeru in ne vem, recimo, to je zmrzovalna skrinja in mi boste dvignili, ne, kje je. In sedaj vprašam recimo, Lara, kje je zmrzovalna? Super. Zdaj recimo, vi ste vsi tiho in jaz vprašam naključno enega, Lara, kje je zmrzovalna skrinja? Zmrzovalna skrinja je v shrambi. V tem primeru učenci tudi uporabljajo vprašanje na odgovor, kje je, torej uporabljajo pravilni sklon, da je v shrambi. In s to igrico smo želeli učiti tudi, želeli, da se učenci naučijo tudi uporabe teh prostorskih sklonov. Ne? Lahko se pa zgodi, kot se je zgodilo sedaj, recimo, da sta bila dva različna odgovora, ker zamrzovalna skrinja recimo pri Lari doma v shrambi, pri Kati doma v kuhinji, recimo, ne. Pač tako, da je tudi to en način, da se pogovorimo, da ni zdaj nujno, da je vedno tako, da so pač različne navade in običaji, ne. To je bilo to. In potem ista naloga je recimo, ne, podobna, da recimo Katja izžreba en listek. In vprašaj Laro, kje je to. Vprašaj. Kaj je pomivalni stroj? Ne, kje je pomivalni stroj? Pomivalni stroj je v kuhinji. In potem Lara bi žrebala spet en listek in bi vprašala recimo njo. Kje je fen? Je v kopalnici. Je v kopalnici, tako se nadaljuje delo v krogu, ne, tako da se spet ponavljamo in utrjujemo. V bistvu, to bi lahko pač, ne, tudi spet so različne tudi poimenovanja, ne, lahko je fen, lahko je sušilec za lase, oboje je sicer v slovenskem, v slovarju, ne. Potem to je bila v bistvu pač ena dejavnost, ki se jo lahko izvede vedno na to tematiko, ne, torej bolj povezana z likovno vzgojo oziroma s tehnologijo, da se potem, ko smo že vse predelali, kaj je v katerem prostoru, da si recimo učenci izberejo en prostor v hiši in naredijo ali maketo ali pač tako iz odpadnega materiala tak izdelek, kjer ponovno spet utrjujemo vse te predmete, ki sodijo v te posamezne prostore v hiši. Potem tukaj smo tudi sestavili spet eno pesmico, ne, ki jo bolj repamo, je tudi ena glasbena spremljava v pomivalnem stroju, pomivamo posodo, krožnik in kozice več umazane ne bodo in tako naprej, ne, in to učenci bi se lahko tudi naučili, ne, recimo. Potem tukaj recimo si lahko s prvim razredom, kjer je spet zlogovanje, izdelamo pač enega robota iz odpadnega materiala in se cel čas pogovarjamo, kot se pogovarjajo roboti, torej zlogujemo, ne, in torej vse te predmete in pač besede, ki so se jih naučili. Ker smo tudi s tisto pesmico smo pa želeli naučiti tudi glagole, recimo v pomivalnem stroju pomivamo posodo, ne. Ker tudi teh glagolov ne poznajo in se jih ne toliko srečujejo, zato so tukaj recimo pomivati, prati, sesati, likati, ne, in umivati. In torej pač zlogujemo vse te besede, vse te glagole, ki smo jih pač se naučili in pač v povezavi s tem imamo sedaj nekaj učnih listov, recimo vedno za prvi razred, torej vedno povezano z zlogovanjem, torej prej smo delali
fizično, ne, oziroma so oni to preizkušali, potem imamo pa učni list in to damo na papir, torej koliko zlog ima daljinec, koliko zlog ima žarnica, ne, in torej potem pobarvajo kvadratke, oziroma tukaj gledamo, kako se, s katerim zlogom se konča, torej likalnik je na sredi, torej kaj se konča na isti zlog kot likalnik, torej nekako iščemo rime. Sedaj vam bo Martina razdelila še vse ostale učne liste. Prosim? Ker smo zlogovali, torej zlogujemo, govorimo kot roboti. Ne? Torej, pač mi to smo imeli, sicer smo izdelali lani v 1. razredu, prav ko smo delali zlogovanje, torej vsak si je izdelal svojega robota in ko smo zlogovali, je vedno prišel k nam na obisk in smo vsi morali govoriti, kot pač govori naš robot, ne? Iz te daljne dežele robotije. Pač tukaj imate teh nekaj spet učnih listov, ki so spet v povezavi s tem, nekaj jih je za 1. razred, torej iščemo razlike in ta labirint, to je za 1. razred. Potem imamo pa še 2 za 2. razred in sicer ponovno eno križanko in pa en učni list, kjer se pa povezuje recimo ljudi z dejavnostmi, ki jih delajo. In ja, to je to. In potem še zaključni del. Ja, še pred zaključkom smo pozabili smo nekaj, ja. In sicer to so, tukaj recimo potem lahko še utrjujemo te izraze, ki smo se jih naučili tako, da učencem pripravimo te 4 prostore, ne, kopalnica, kuhinja, shramba, dnevni prostor, kuhinja in kopalnica. In potem učenci lahko na te liste dorišajo te predmete, ki so se jih naučili in napišijo tudi njihova imena. Ne? In še zadnji del, še zadnja stvar. In še zadnja je pa pač kot ten zaključek te dejavnosti, smo pač razmišljali na pantomimo, sicer posnetka nimamo, ki imam jaz na telefonu, če želite, vam ga lahko potem pokažem. Smo v bistvu nekatere izmed teh predmetov, ki smo se jih pač naučili, so morali v skupinah to prikazati brez besed. In v bistvu mi smo imeli pač nalogo, da prikažejo v skupinah pralne stroje in so v bistvu na zelo, mi je žal pač, da ni posnetka, vam ga res lahko pokažem, 3 zelo popolnoma različne, kako si pač oni predstavljajo pralni stroj. Ne? Oni so imeli pač nekaj minut, da predebatirajo kaj in kako, to je bil pač lanski 1. razred. Enega so dali recimo kot umazano perilo na sredo, vsi ostali so se prijeli pač za roke, so naredili krog in so tekali okrog njega. Ne? In potem eden ga je vzel ven in ga je dal potem sušiti. Eni so, ker smo pač to delali v telovadnici, so v bistvu roke dali na tla in noge na ribstol in potem umazano perilo je šlo pod njimi, so naredili kot en most. In umazano perilo je šlo pod njimi in potem, kadar je pač pršla, so bili čisti, ne? In potem eni so pa, pač 2 sta bila umazano perilo in 2 sta čistila, pač nekako tako in potem 2 sta pač jih vzela ven in obesila na obešalnik, tako da to vam lahko potem pokažem. V bistvu to spet, ne, ali mi smo se samo osredotočili na pralni stroj, lahko bi pač bila katerakoli od teh drugih pač besed, ki smo jih usvajali v tekom te ure. Ne? To je vse za danes. Se vam zahvaljujemo za pozornost.